Drage gledalke in gledalci, dober večer in ponovno lepo pozdravljeni v tedniku Domžalca, v katerem vam bomo predstavili izbor aktualnih tedenskih novic, ki jih za vas pripravlja ekipa spletnega portala domžalec.si. Čebelarska društva Dolsko, Domžale, Krtina Dob, Lukovica in Moravče so v soboto 9. marca ob 100-letnici organiziranega delovanja pripravila celodnevno dogajanje v Čebelarskem centru Slovenije na Brdu pri Lukovici. Dogajanje se je pričelo v dopoldanskem času s simpozijem o čebelarstvu, namenjenemu tako strokovni kot širši javnosti, na katerem so predavatelji pripravili zanimive tematike o čebelarjenju. Popoldan so se predstavniki vseh društev ob spremljavi godbe Lukovica poklonili ustanoviteljem in vsem svojim predhodnikom s položitvijo venca pred Slaparjevo hišo v Lukovici, kjer je bila 9. marca 1919 ustanovljena čebelarska podružnica na Brdskem sodnem okraju. V nadaljevanju je v dvorani Antona Janše v Čebelarskem centru Slovenije potekala slavnostna akademija ob 100-letnici ustanovitve čebelarske podružnice za Brdski okraj. Slavnostna govornica je bila slovenska klimatologinja profesor dr. Lučka Kajfež Bogataj. Zbrane je nagovoril tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, ki je med drugim dejal, da se vsi veselijo, da praznujejo tako visok in lep jubilej prav v kraju, kjer je v teh 100 letih usklila ideja in zrasel Čebelarski center Slovenije. Pohvalil je tudi vseh 5 društev, da so se odločili za skupen zbornik in s plaketami Čebelarske zveze Slovenije nagradili predsednike in predsednico vseh 5 čebelarskih društev. Ob zaključku pa sta Čebelarska zveza Slovenije in Čebelarsko društvo Lukovica za idejo in dolgoletno delo oskrbnika Čebelarskega centra na Brdu pokojnemu Francu Urbaniji izročila veliko zahvalno plaketo. Prireditev je spremljal tudi pester kulturni program. V Menačenkovi domačiji v Domžalah je v torek 12. marca potekalo odprtje razstave Vide Praprotnik Kralj z naslovom Mojstrica s šivanko. Vida Praprotnik Kralj iz Radomelj je upokojena profesorica angleščine in francoščine, ki je tako kot mnoge druge ženske rokodelke našla svoj čas za intenzivno ustvarjanje šele v zadnjih letih. Po govoru s kustosinjo v Menačenkovi domačiji Katarino Rus-Krušelj so obiskovalci na odprtju razstave slišali veliko zgodb o začetku vezenja in kako je Vida to tehniko osvajala. Čeprav je svet vezenja avtorica razstave odkrila že kot deklica, ko je med prvimi darili prejela prtiček za vezenje, se je ročnim spretnostim posvetila poredkoma. Šele ko so otroci odšli od doma, je resneje pristopila k delu. Najprej z rašiljeji, nato gobelini in sedaj še buti. Njeni gobelini so unikatni, izdelani z več 10.000 obodi in z veliko kombinacijami barv. Vido je vedno fasciniral način, kako so nekdaj posamezne barvne odtenke določali ročno, danes pa skoraj da ne gre brez računalnika. Tudi ona si na naslednji način priskrbi podlage, nekatere izdela tudi sama, a se namensko izogiba šablonskim motivom. Avtorica namreč rada motivno posega v čas starih slikarskih mojstrov, od klasičnega Leonarda da Vincija, Rembrandtovih nežnih portretov, Degaja in njegovih baletk do slovenske kofetarice izpod rok Ivane Kobilice. Razstava Vide Praprotnik Kralj bo v Menačenkovi domačiji na ogled do 2. aprila 2019. V organizaciji Lions kluba Domžale, kulturnega društva Vere Trstenjak in knjižnice Domžale je v torek 12. marca potekalo odprtje razstave Plakat miru z naslovom Bodimo prijazni. Razstavljena dela so nastala v okviru mednarodnega natečaja Plakat miru, na njem pa so sodelovali mladi likovni umetniki, ki so pod mentorstvom akademske slikarke Vere Trstenjak ustvarili čudovita dela, ki sedaj krasijo prostore domžalske knjižnice. Vsako leto Lions klubi iz celega sveta sponzorirajo mednarodni likovni natečaj Plakat miru v lokalnem okolju. Namen tečaja je spodbuditi otroke v starosti od 11 do 13 let k razmišljanju o življenju na našem planetu, o sočutju in miru. Svoje razmišljanje otroci z različnimi tehnikami predstavijo kot likovna dela. Kulturni program na odprtju razstave so popestrile tudi mlade balerine iz baletne šole Balerina iz Mengša. Razstava bo v knjižnici Domžale na ogled do 30. marca 2019. V sredo, 13. marca, je v Centru za zaščito in reševanje Domžale potekala slovesnost ob Svetovnem dnevu civilne zaščite, ki ga obeležujemo 1. marca. Kot vsako leto sta tudi letos zbrane člane sistema zaščite, reševanja in pomoči v Domžalah nagovorila župan Toni Dragar in poveljnik civilne zaščite občine Domžale Marko Žagar. Še posebej sta se zahvalila in čestitala nagrajencema priznanj civilne zaščite.
Bronasti znak civilne zaščite je prejel Igor Šarc, ki že več kot 40 let deluje v prostovoljnem gasilskem društvu Homec, od leta 2008 je podpoveljnik Gasilske zveze Domžale in član poveljstva od leta 2003. Srebrni znak civilne zaščite pa je prejel Zdravstveni dom Domžale, ki opravlja pomembno delo organiziranja, usmerjanja in usklajevanja aktivnosti prve medicinske pomoči v občini Domžale in svojo dejavnostjo predstavlja enega od stebrov zaščitno-reševalnega sistema v občini. V sredo 12. marca je 12 žensk premaknilo ovire v poslovnem svetu žensk ter uradno odprlo klub poslovne odličnosti Domžal in okolice. Prepričane so, da je vzajemna pomoč v poslovnem svetu pomembna, da je pomembno, da si delimo ideje in vizije, ter tako ustvarjamo prijetno poslovno okolje. Ker se bodo tako skupaj veselile kariernih uspehov in ob tem ne čutile zavisti. Njihova odličnost izhaja iz položajev, ki jih zasedajo v podjetjih, kjer so zaposlene. V četrtek, 14. marca, so naše ceste ponovno terjale krvni davek. V prometni nesreči, ki se je pripetila v Zgornjih Jaršah pri Domžalah, je na kraju nesreče umrl voznik tovornega vozila. Po do sedaj zbranih obvestilih in ugotovitvah ogleda je znano, da je 43-letni voznik tovornega vozila s pripetim priklopnikom vozil po regionalni cesti iz Kamnika proti Domžalam. V semaforiziranem križišču z industrijsko cesto je pri speljevanju zapeljal naravnost skozi križišče, kljub temu, da je stal na pasu za zavijanje levo. Pri tem je podrl semafor, trčil v betonsko ograjo in nato v smreko ob križišču. Voznik je ob trčenju ostal ukleščen v kabini, zato so ga morali gasilci iz vozila rešiti s tehničnim posegom. Kljub trudu reševalcev, ki so na kraju oživljali voznika, mu žal ni bilo več pomoči. Domneva se, da je do trčenja prišlo zaradi zastoja srca voznika, točen vzrok pa bo pokazala obdukcija. V nesreči je nastalo za več tisoč evrov materialne škode na prometni infrastrukturi in tovornem vozilu. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Domžale, vsako leto ob začetku pomladi poskrbi, da se na veliko razlega pesem, za kar poskrbijo številni pevski zbori iz občin Domžale, Trzina, Mengša, Lukovice in Moravče, ki se vedno radi udeležijo območne revije odraslih pevskih zborov in malih pevskih skupin. Letošnja območna pevska revija je bila že 59. po vrsti in ker je na njej sodelovalo 20 pevskih zborov in malih pevskih skupin, je revija potekala v 2 večerih. Uvodni in prvi del revije je letos potekal v četrtek, 14. marca v Kulturnem domu Groblje, drugi večer pa je potekal v petek, 15. marca v Kulturnem domu Lukovica. Nastopajoči zbori so za območno pevsko revijo pripravili repertoar 3 pesmi, in sicer ljudsko, novejšo in priredbo. Sam nastop zborov je spremljala in ocenjevala strokovna spremljevalka Andreja Martinjak, ki je po zaključku srečanja vsem zborovodjem in umetniškim vodjem podala prvo oceno nastopa njihovih zborov ter jim tudi svetovala, kaj vse bi bilo potrebno izboljšati. Na podlagi ocene je sedaj tudi odvisno, na kakšno tekmovanje se glede na trenutno kakovost posameznega zbora le-ta lahko prijavi, državno, regijsko, območno. Na teh revijah vedno na svoj račun pridejo tudi ljubitelji zborovskega petja. To je vse za drugič, se vidimo tretjič. Ponovno vabljeni v našo družbo prihodnji ponedeljek ob 20. uri. Seveda pa vabljeni k rednemu spremljanju novic na našem spletnem portalu domžalec.si, na katerem boste našli tudi koledar prihajajočih dogodkov.